Iskala so parkir plac in potem je gospod za nami prišel in ponudil, da parkirava, tako da res hvala. To je samo za slovenske tablice. Zakaj pa samo za slovenske? Zato. Dobro jutro. Evo mene spet na izletu po Bosni in Hercegovini. Sem že tik pred Bihaćom, se pravi čez mejo sem že prišel. Šel sem zgodaj zjutraj, ob 3 sem krenil, spal sem samo 1 uro, ker sem imel tudi veliko dela, včeraj preden sem vse to zrihtal. In tukaj tik pred Bihaćom sem, lejte, tele zadeve že večkrat opazoval, pa nisem vedel točno, kaj so. Pred par mesecem sem pa ugotovil, sem nekje na internetu najdel, da je to spomenik NOB, ta kraj se imenuje Garavice in tole je posvečeno ljudem, ki so jih 1941 pobili. Menda so jih pobili več kot 20 000 in so bili predvsem Srbi in Židi. To je postavil znan arhitekt Bogdanović, to je ta, ki je tudi postavil spomenik v Jasenovcu, tisti cvet, tisti, ki poznate, tako da gremo zdaj pa po teli pot gor še malo bližje pogledati, kako to izgleda. Tukaj, lejte, tam v zadju pa Plešavica, se pravi tam, ki je zapuščeno letališče. Tokrat ga nisem šel pogledat, sem ga že 100-krat videl, tako da bom dal pa link v opis videa, pa si lahko to pogledate. Tamle vrh Plešavice, ki sem tudi že enkrat bil in je tudi zelo zanimivo, tukaj je radar gor bil, tako da ja, gremo zdaj pa do spomenika. Zanimiv napis, život je jači od smrti, pravda jača od zločina, ljubav od mržnje. Zdaj smo že pri teh stebrih. Kot sem pričakoval, je to bolj v slabem stanju, ni nekaj urejeno, logično, ker tukaj v Bihaću živijo zdaj predvsem muslimani, tole je pa posvečeno predvsem Srbom, ker so tukaj Srbe ubijali, tako da vidite, ni niti nič pokošeno, niti nič urejeno. Zdaj te stolpi naj bi predstavljali ženske, mame, hčere, ki so zelo obrnile hrbet. Saj takole bi majčkeno pot lahko zrihtali, sam po eni strani razumem, zakaj je tako, ampak to bi mogla država zrihtati, ker to je le spomenik. Še malo odbližji, se pravi tukaj čist na vrhu. Samo malo bi bilo treba urediti, pa bi tole fantastično izgledalo. Mislim, saj že zdaj je ok in sem prepričan, da bi marsikakšen turist tole prišel pogledati. No, tukaj gor je pa še najlepše, tudi glede na to, da je majčkeno na hribčku, so tudi lepi razgledi. Samo, kakor sem rekel, majčkeno bi bilo tole treba urediti, drugače pa tole bi bili dobri dron posnetki, sam gre takoj pol urce.
Čist na hiter sem se ustavil na jezeru Balkana, to je pri Mrkonjić gradu. Ejte, dva takale jezera, tole je eden, ta drugi je pa tale. Meni fenomenalno zgleda, voda je ravno prav topla za kopati. Tako da, če bi imel majčkeno več časa, bi se tlele šel z veseljem vkopati. Tako imam pa danes še kar veliko stvari v planu za vedeti in bom pa kar počas šel. Zdaj smo pa že v mestu Jajce, natančneje na Plivskem jezeru. To je spoden del Plivskega jezera. Tukaj majčkeno višji gor so te mlinčki. Vam jih bom pokazal. Gremo zdaj do njih. Gor naprej je pa še vrhnji del Plivskega jezera. Tukaj se je lepo zaustaviti. Saj tudi gledajte nadaljevanje, pa boste videli, teli mlinčki so zelo zanimivi. Pa pol še tamle na konc, ki je še ena jez in tam se je vrhunsko zakopati. Tako da se tudi tam ustavimo. Tam bom tudi dron spustil, če bom najdel kakšen primeren plec. Tako da tam nas čakajo zanimive stvari. Zdaj smo pa že pri mlinčkih. To so več kot 100 let stari mlinčki, malo obnovljeni. Se bomo sprehodili, da boste videli. Glejte, tudi takole namesto hladilnika, sicer bolj Coca-Cola, piva je bolj malo. Te mlinčke je najlepše videti zunaj, druge strani, ampak zdaj tukaj čist direkt sonce sije, tako da ne bi bilo tako lepo. Vidite, je pa lepo urejeno, pa se ljudje sprehodijo. Pa lejte, račk je cel kup, tu vidite 4, dol jih je bilo cel kup. Tako da se gremo še tle malo sprehoditi med samim tem hiškam. Tle, gor naprej, lejte, tle je pa potlej gorne Plivsko jezero. Tudi veliko večje kot spodno, tako da zanimivo za pogledati in tudi za kopati se najdejo zelo dobri plači. Evo en tak hiter sprehod ob mlinčkih, da vidite, kako je to videti. Ker vsi so zaprti, seveda da ne moreš noter iti. Mogoče je kakšen odprt, da pogledaš, ne vem. Nisem šel to probavati. No in tle potem se, čez te vse slapovčke, se tole zliva dol v reko in naprej v Plivsko jezero. No, tale na samem najbolj luškana. In jaz sem zdaj pa tukaj papuče sezu in gremo tlele čez, pa tamle, oziroma ja, ne bo tlele, kje bi tlele človek šel. Ne, tlele bom šel, tlele bo najlepše. Tukaj smo pa zdaj skoraj že pri čisto spodnjem jezu. Malo smo nad njim, 50-100 metrov. Boste videli, tukaj je meni osebno najboljši plec za kopanje. Tale most, če se prav spomnim, se imenuje Most ljubezni. Če me spomin ne vara. Tamle se tudi fino ljudje kopajo. Še boljš boste pa pol videli tamle dol. Potovanja so zelo stresna, saj zame, ampak samo takrat, kadar imam opravka s telem zadevam. Ljudi tlele 1000, jaz pa grem tam, čem tu spustiti ali ne. Pa še moj ni sposojen. 3 jurčka, nisem ga navajen, nisem ga še nikoli spustil, tako da srce kar dela, kada bi šel na prvi zmenek.
ljudje uspelo. Sem ga že spustil dol. Kakšne funkcije. To je noro. Vsi ste videli v posnetkih. Tu lahko ful približaš. Pa najbrž tu je še milijon drugih funkcij. In tu, pol, ko grem na Prokoško jezero, tu bom jutri zjutraj si bom vzel cajt in bom tu vse stestiral, tako da. A res, tole sem pa res vesel in tole moram jaz skupati, ker tole rabim. Zdaj sem se šel pa še tlele malo sprehoditi. Hotel sem se tukaj po jezu gor, pa so se tamle dve ženske uštimale, najte unele dve tamle. In tudi tukaj drsi, da če ne greš čist posred, ni tu, mislim, tu lahko padeš in če tole dol te lebneš, ne more biti fino. Lejte, imajo pa tlele takele ene dele, takole ne, ja, pa tu drsi, ne. Se ne bom jaz tule zajebaval, pa se zdaj na začetku tega izleta še kje razlomil, čeprav slikce bile pa fine. No, sam ste tudi z dronom videli, tako da je ful dober, ne, tako da. No, iz tele strani je veliko lepške, sonce od zadej. Tale je, lepo počas vodka dol teče, ampak drsi pa tako, da vam povem, aha, zdaj so pa vse une dve ženske tamle umaknile, zdaj bi pa se lahko sama v sprehodu, ker že tle drsi, se ne vem, če se tule sploh splača riskirati tle, zdaj če greš, moraš noterjeti, plavati in to je to. Z mano je gospod Jozo iz Jajca. Tukaj ima hiško z 4 apartmaji in ko so tukaj mem šla, name ste menda že mahal, sem niso videla, ne. Iskala so parkir plac in potem je gospod za nama prišel in ponudil, da parkirava, tako da res hvala. To je samo za slovenske tablice. Zakaj pa samo za slovenske? Zato, ki je delano iz Slovenije vse. Vi ste v Kopru, živo ste delal, a ste še zdaj v Kopru? V penziji. Zdaj ste v penziji, ampak živite pa tukaj v Jajcu? Malo tu, malo v Kopru. Super. In vi tole kot apartmaje vdajete, kako se imenujejo? Vodopad. Vodopad. Super. Ja, res najlepša hvala za prijaznost, tako da vsa čast. Pa želim vse uspešno in vdajne apartmajev in vse. To so apartmaji tegale gospoda, ki nama je prijazno zastonj dal parking. To je lejte čist v centru Jajca, se pravi 50 metrov stran od hiše drugega zasedena Avnoja. Tako da tole je ena soba, pa mislim, da ima še eno. Evo, tole bo dobrodošlica, WC, kopalnica, zelo lepo, tako da, evo, vrhunska nastanitev v Jajcu. No, tole je pa drugi apartma, 3 postelje. Imate tudi tukaj mačken kuhance, ampak se veste, v Bosni je hrana poceni, tako da se ne splača kuhati. Zelo lepa kopalnica, WC. Super imajo, res, super. Imate v opisu videa link do tega, pa pogledajte. Tukaj je še en apartma, mansarden, zakonska postelja, pomožno ležišče, malo kuhnice in seveda tudi WC, kopalnica. Evo, tudi lepo, velika, čista, super. Tole je pa še 4. apartma, zakonska postelja, tukaj je WC, kopalnica. Evo, super. In tukaj tudi zasebna terasa. Jaz bi kar čez šipa šel tako čista. Evo, super, super. Lejte, sem tamle čez je muzej drugega zasedena Avnoja. Tole pa prav fantastično, lejte to. Ko so se znajdeli. Vrhunsko. Roštilj, vsa čast.
Tole je pa skupna terasa za vse goste. Neverjetna lokacija, lejte, tlele pit kavico pa gledat, lejte. Tamle sem za vogalom je drugi, je muzej drugega zasedanja Avnoja. Tamle greste čez, se tamle pred v starem delu, lejte, Slapunta velik, je pa tlele gor manj kot 100 metrov. Evo, lejte, avto sem jaz tamle parkiral. Evo, tole desen je pa šefe. Zdaj se gremo pa še malo sprehoditi, tjale do slapu. Iz obedeh strani boste videli. Zanimiv, lep slap. Toliko malo vode pa še nisem tukaj videl. Zanimivo, ponovadi je vsaj še enkrat več. Bomo šli pa tole tudi pogledati, če tamle iz une druge strani, vidite tamle gor ljudi, ki so. Tam bo mogoče lepši razgled, pa še sonce bo bolj na pravem mestu. No evo, tle smo pa zdaj na drugi strani, tle se neki koncert pripravlja, muziko nabijajo, tako da, ja, res malo vode, še nikoli nisem tako malo vode videl. Kaj, ko že ne boš jedel? Ni dobro? Kaj? Kaj, zlatek? Ajoj, klopa imaš. Ja, daj jej. Jaz te s sabo ne morem vzeti. Lepotec. Kuža, pridi sem, lej, kaj smo ti tle dali. Kuža, pridi sem. Pridi, na. Na. A, sej bo, lej, bo. Kuža, na. Pridi. Pridi sem, kuža. No, sej ve, ki je ima tako, da lej. Kaj? Lej, kako je nekaj voha, lej. Prej misliš, da je Mama. boča mama? Kaj, kuža, boš pojedel? Ja, kako si ti lep. Lej, da ti tle pokažem, pridi. Pridi, pridi, lej. Lej, koliko imaš še tle. Prid sem. Kuža, pridi sem, pridi. Pridi, lej. Lej, koliko sem ti tle naštimal, pridi, no. Kuža, pridi, no. Lej, kuža, lej. Na, lej. Na. Vidiš, lej, tle imaš kuk. Pa tu pojej, se ti ne bom nič naredil. Pa unga svojega tamalega otročka dobot, ne. Ja, kako si ti lepotica. Lepotica si, ja. Ja, le najej se, ja. Pridna punca si ti, pridna. No, se me bojiš, ne. Ja, lepo jej ti to. Cesta ratuje vse slabša. Navigacija ni interneta, tako da nisem niti siguren, če sem na pravi poti. Pa ki bi vsaj s Peugeotčkom. Slabe informacije, zdaj smo tlele srečali Nemce, ki so šli peš dol, pa sem vprašal, kakšna pot je. Pa so rekli, nikakor ne bo šlo. Sicer tamle je bilo en delček res ful slab, zdaj pa kar nekako gre. Pa ne vem, jaz sem len, se mi ne da tu obrniti, nimam vole nazaj voziti, pa jo, kakšen krog bi tu mogli narediti, joj. Pa še, ne dela mi zemljevid, ker ni interneta, ampak zemljevid bi imel v telefonu, če mi ne baterije zmanjkalo, ker mi je pa baterije zmanjkalo, bi pa vse skup ven šlo. In budala sem čista. Zdaj smo enega srečali z enim hudem džipom in je rekel še 40 minut. Pa sem rekel, če bom prišel s tem avtom, je rekel, jaz se ne bi usudil. Ampak dobro, rečemo, da sem jaz boljši šofer kot on. Zdaj se je pa vse odprlo, tako da neko upanje je, da bo hmalo. Da se nam na koncu kakšna neumnost naredila. Prišli. Kva sem vesel, lejte, tle neka kapija, ko bo pa tužno, da ne bo še kakšno sotnjeno pobera. Ja, verjetno bojo. Ja, bojo. Plača zrak, plačaš vse zgleda. Moram pa priznati, da je tole veliko bolj naseljeno, kakor sem mislil.
Škoda, nisem purce prej prišel. Sem za dron je zdaj že malo prepozno. Bomo pa zjutraj. Zdaj pa še, če internet ne dela, kako pa jaz najdu namestitev. Jebem ti. Evo, tule pa sem za te boljše šoferje. Mora tule vsak. Legendaren avto, Golf enka, pa moje. Počkaj bolj naprej, čim bolj šajbi moraš dati. Mislim, se podaril. Evo, hvala Bogu, evo, lejte, zlata koleba. Vrhunsko. Ste tudi kaj vesela? Zelo. Super. Takle imamo razgled na jezero, super. Zdaj bom še na hiter drona spustil, ker bom užival v tem. Tako da, lejte, tle imamo vrt, tole je pa naša hiška, mislim sobca. In izgleda takole. Takole majhno, skromno, tako je v hribih, ampak za to ceno, ki je čisto okej. Tako da se ne bom nič pritoževal, sem kar zadovoljen. Evo, moj bog je revež. Spet dal eno preizkušnjo hudo čez. In lejte, še zmeraj ventilatorji delajo. Zdaj je nehal, pa smo že 10 minut tle. Tole pa cel tale apartmajček, zlatna koliba, mislim, naselje bi rekel, ne. Takole izgleda kar lično, kar veliko prostora imajo, tako da super. Dobro jutro iz Prokoškega jezera. Ljudje, tole pa je idila. Ura je 7 zjutraj, malo sem se šel sprehoditi tukaj okoli jezera, pa malo te hiške pogledati, ker včeraj so malo pozno prišla sopotnica in wow, kakšen super občutek, res, meni je ful dober. Kar gledam na uro in mi je žal, da čas hiter teče, ker je tukaj res ful super. Da vam majčkeno pokažem zadeve. Jaz sem zdaj tlele, tamle se kravice pasejo. Tle gre izgleda ena steza, peš pot okoli jezera. Bom tu šel. Glejte, tole je, se pravi, ta vasica. Sicer malo je tako zgrajena, bom rekel, vsak malo po svoje gradi, ampak načeloma neke objekti so pa zelo lepi in je kar okej. Glejte, jaz sem nastanjen tam, vidite, unili rumeni hiši čist nasprot, tukaj naravnost, na sred kamere, ne vem, če vidite, težko. Tako da jaz grem zdaj nazaj, pa da čim prej drona spustim, ker bojo top posnetki. Pol naj čaka zajtrk, tradicionalen, sem prepričan, da bo super. Pol se greva pa še malo tle okoli sprehoditi, sem tudi prepričan, da bo super. Tako da noro dober. Kako si, kravica? Je lušno tle ali ni, a? Imaš ti kar fino idejo tlele, a? Kušen je ti slebek. Vikac, kakšen si pa ti? Sem že tukaj pri naši hiši, se pravi tle, kjer spiva. Sem pa prej nekaj pozabil povedati. Zjutraj, ko se zbudim, sem hotel venjeti in ne znam odkleniti. Sem zvečer že malo težko zaklenil, zjutraj odkleniti pa nikakor ni šlo. Tako da sem mogel čez okno ven. Ni šlo drugače, tako da in ne bom znal. Bo treba majstra dobiti, da bo odklenil. Evo, kavica me že čaka. Odmorila se, jes. Malo je bio doživljaj da struje, ali dobro je. Dobro, uvijek ima sve Nisam vidio svoje. malo tu.
Da vam pokažem, kako izgleda na zajtrk. Tole bo super, vsega, kar češ, lejte tudi sadje, med, tole bo. Ravno kar so prinesli še zmešana jajčka, tako da to bo pa, komaj čakam. Kravica. Hej. Ti si prijazna. Da bi bez roge nabila, shit. Napusti se. Lej, to je bak, misliš? Poglejte, kakšna lepa hiška. Tamle gor se je naredil tudi zelo super. No, tole pa jezero tukaj. No, iz tele strani je pa tudi zelo lepo. Zdaj gre okoli jezera. Takale lepa potka. Tako da zelo se lepo za sprehoditi tukaj, lejte, med kravicam. Super je. No, zdajle so pa čudovite razmere za lepe fotke. Poglejte si jih na mojem Instagram profilu, po Tomaž Gorec me najdete. Res sem naredil par vrhunskih, pa tudi dobre droni imam fotke, tako da tudi to najdete na Instagramu. In tole, vidite, ni fantastično, ne? Res lepo. Tudi sreče malo, da je tak lep dan, tako da fenomenalno. Odhajamo iz Prokoškega jezera. Luštno je tukaj, tako da jaz bom skoraj sigurno še sem prišel. Če ne drugega, da grem na najvišji vrh, tukaj Vranice. To je en vrh 2000 metrov pa še nekaj. Tako da pridem zagotovo še.